Improvizacijsko skupino Vaška scena, ki deluje pod okriljem KUD Kamot v Zasipu, že poznamo. Vemo tudi, da v društvu deluje mladinska gledališka skupina. In ker so otroci željni novega znanja in z navdušenjem sprejemajo vse, kar je povezano z gledališčem in igro, je prišlo do sodelovanja. Tako so se otroci preizkusili še v improvizaciji. Moje sobe! Z Lucijo, midve sva mentorice te mladinske gledališke skupine, sva rekla, dajva otrokom ponuditi še nekaj drugega, eno drugo izkušnjo, pa v bistvu tudi časovno imava zelo veliko še dodatnih stvari in sva rekla, mogoče bi bilo fino, da bi otroci še kaj drugega skusili. No. Pa to jim bo prav prišlo tudi pol v gledališki igri, ki jo bomo naredili zdaj januarja, začnemo znova. Potem, ko je bil nastop na domačem odru za njimi, so mi povedali, kako so se po njihovem mnenju znašli kot improvizatorji. Na začetku mi bilo ful tako živčna sem bila, zaradi tega, ker prvič tako igrala sem že, ampak danes se mi zdelo, da je bilo veliko ljudi, pa prvič sem impro igrala in potem, ko so se začeli smejati, mi je bilo ful dobro, pa ko so aplavz dali, zato ker sem nisem nič zamočila ali pa kaj, sem se pa pomirila. In potem si samo uživala in se zabavala? Ja. Danes, ko ste nastopali, katera ti je bila najljubša disciplina? Takrat, ko smo mogli počasno posnetek športa. In kva si ti delal? Surfanje, ja. Surfanje na čokoladi. Skozi celoten proces so se zabavali in se naučili veliko novega. Kaj pa je impro sploh? Kako bi meni ti to opisala? Ja, da pač ne veš, kaj se bo v naslednjih minutah pa sekundah zgodilo in se moraš v bistvu teh sproti mišljati. In je pač tudi zelo težko, zato ker ne smeš govoriti, pa ne smeš se smeti, ampak te gre kdaj zelo na smeh, ker pač, evo ga, zdaj, tako se ne sme zgoditi. V bistvu sem se naučil, kako pri gledališču, pri nastavi improviziraš, če pozabiš besedil, če ne veš, kaj narediti. Pa malo treme sem še malo zgubil, pa v bistvu sem se naučil tudi teh pravil, nekaj zatkrt, ne se smejati, pa tako. 3 mesece so pod mentorstvom Mire in Marka iz Vaške scene spoznavali impro gledališče. Na teh vajah je vedno nekako grem po istem ključu, se pravi najprej se ogrejemo, kar v gledališču pomeni, da se igraš kakšne igrice, ki ti malo vklopijo možgane, da začnejo asociacije hitreje šibati, kakšne igrice, ki jih zabavajo, da se sprostijo, če je slučajno kdo slabe volje, da se malo sprostijo te, ne vem, jaz tebe ne maram. Prek teh igric se malo povežejo, se naučijo, da če narediš kaj hecnega, smotnega, ni prav ali narobe, vse je okej. Kakšne igrice tudi prav spodbujajo k temu, da se je treba pačati, na glas izražati, poslušati drugega, sodelovanje. V drugi polovici vaj pa so spoznavali discipline značilne za impro gledališče. Ta skupina je bila tako za mentorja dobra izkušnja, ker so, kar rekla, gajstni. To so otroci z zelo izrazitimi karakterji, vidi se, da se z gledališčem že ukvarjajo in ne glede na starost, ker je vmes med njimi kar neka starostna razlika, imajo vsi že zelo izdelane osebnosti, no, in imajo svoja mnenja izrazita, tudi odnosi med njimi, poznajo se iz šole, včasih to vpliva in moraš kar znati malo pritegniti pozornost, obdržati pozornost, zgladiti kakšna trenja. Znajo biti glasni, ampak ne, znam biti tudi jaz glasna. Tako da se je dalje, bila ful fajn izkušnja, predvsem zato, ker so se radi učili, ker jim je bilo vse super in so ful radi delali. Kako pa so se imeli otroci? Ful dober, pa Mark pa Mira sta ful zabavna in ja, ful dober. Dober, ker smo se veliko naučili teh iger, pa so mi bile smešne, pa dober, tako. Dobro sem se počutila. Fulkrat smo se šli z zombija z Markom in to je bilo ful zabaven, kaj je Mark prišel in pa že ful je bilo zabaven. Pa smo se pa vsi smejali. Kdo je tvoj, recimo, impro vzornik? Ja, Mira pa Mark, ne vem, vsi pač. A se mi te pozna?
In evo, meni najlepši moment danes je bil na koncu, ko se je zavesa že zagrala in ko so parlaufali do mene in meni je bilo ful dobro, ko sem rekla to. To je bilo vredno pol vse vožnje in kakšnih težjih momentov. Potrditev na koncu, da veste. Potrditev, da smo delali fajn, da jim je bilo res všeč in da so se oni dobro počutili, da jim to paše, da so se našli v impru. Tudi njihova mentorica v gledališki skupini je videla, kako zelo so uživali na odru in pravi, da bodo z improvizacijo zagotovo še nadaljevali. Mi pa se že veselimo nove predstave, kjer bodo otroci lahko uporabili novo pridobljeno znanje.